samo da imaš dobro idejo, da imaš pridne roke, da imaš domišljijo in da imaš voljo, da ustvariš nekaj unikatnega. Jaz sem iskala oziroma želela neko unikatno mizico za v svojo dnevno sobo. In ker jo nisem najdla, sem se odločila, da jo bom naredila sama. Predznanja, bom rekla, nisem imela. V moji glavi je moja domišljija pa moje pridne roke, sem si rekla, kaj pa je? Vzameš les, začneš delati. Če rata, rata, če ne rata, ne rata. In je ratal. Moški, ženska, nima nobene veze. Dobro, rabiš moško roko, zato da ti pomaga neko težko stvar obrniti, premakniti in tako. Vse ostalo je pa, nima veze, a si moški, a si ženska. Če imaš voljo, če imaš pridne roke, če imaš dobre ideje, na koncu je rezultat tak, kot mora biti. Les je živa stvar. Ti daje energijo, ti daje toploto, ti vrača vse tisto, kar, bom rekla, pogrešamo v človeškem svetu. Sploh mi je pa všeč, da je stvar unikatna, da jo ni, rečemo, ne vem, miza ta ali ta, da jo ni enake na svetu. In tudi ne moreš poustvariti, bom rekla, še ene kopije take. Ni pogojev. Zavržen les mi daje izziv, v njem vidim potencial in vsak kos lesa, starega ali pa novega, ki ga prinesem na svojo delovno mizo, natančno preučim in v njem vidim potencial. Pravzaprav nimam neke najljubše vrste lesa, vsak je poseben. Ali je to češnja, ali je to hruška, ali je to lipa, ali je to oljka, bom rekla. Vsak ima neke svoje specifike, svoje lastnosti, svoje barve, različne letence, napake, grče in tako. Pravzaprav je iz vsakega kosa lesa narediti zanimivo nekaj novega. Prva stvar, s katero sem začela, so bile mizice, potem lučke, namizne svetilke, potem ure in zdaj zadnja stvar, ti podstavki za pasjo hrano in vodo. Ko grem v gozd na sprehod in iščem primerne kose lesa, nikoli ne sekam, nikoli ne režem, ampak vedno samo poberem, kar je narava odvrgla.